Kdo bi si mislil, da bo eden od najbolj pričakovanih avtov letošnjega leta električni križanec? Ja, če bi kdo to rekel, recimo 5 let nazaj, bi verjetno mislil, da se mu je zmešal. Ampak BMW je že takrat začel z razvojem čist nove električne platforme za svoje modele nove klase. Vmes je zgradil čist novo tovarno v Debrecenu in to je zdaj njihov prvi avto, ki je, kot sem rekel, zelo pričakovan. Ja, redko dobim toliko vprašanj za en avto, ki sploh še ni na cestah, kakor prav za tega. In kaj ponuja? Če resno hitro pogledam novo masko, ledvičke so zdaj takšne ozke, BMW gre res v eno novo dobo oblikovanja z novim iX3. Notranjost je tudi presek s tradicijo, predvsem zaradi tega ogromnega projekcijskega panoramskega zaslona. Predvsem pa je pogonska tehnologija tista, ki jo vsi toliko težko pričakujemo. Evo, baterija je 75% polna, pa še zmeraj kaže doseg 557 km. Ok, no danes smo prileteli tukaj na jugozahod Španije, zaenkrat nič ne pada, za jutri je pa napovedan dež. Super. Ampak, če sem se kaj naučil v svojem življenju, je to, da se zaradi vremena pač ne smeš jeziti, ker je škoda živcev in k sreči so bili ti posnetki avta narejeni v lepem vremenu. Prvi iX3 bodo v garaže voznikov zapeljali marca, seveda pa jih že veselo proizvajajo, da bodo pravočasno izpolnili vsa naročila, ki jih že zdaj ni malo. Tovarna v Debrecenu je tudi prva BMW-jeva, ki deluje samo na obnovljive vire, medtem ko so kar milijardo evrov investirali še v svojo tovarno Steyr, kjer izdelujejo motorje za vse modele nove klase. Prvi naslednji model bo recimo i3, torej električna limuzina, sicer pa bodo vsi BMW-ji, ki jih bodo predstavili od leta 2026 naprej, čist novi. Kar 40 novih različic naj bi predstavili v naslednjih 2 letih. Noro. Ampak iX3 je prvi in bo verjetno, v skladu s časom, ko so takšni avti najbolj zaželeni, tudi najbolj priljubljen. Zdaj ima takšne ozke in pokončne ledvičke, ki vas verjetno spominjajo na kakšne BMW-je iz 60-ih let prejšnjega stoletja in moram reči, da izgleda tole bistveno boljš kot tiste groteskne, ogromne maske pri nekaterih modelih, ki smo se že prav norce iz njih delali. No, zdaj bojo takšne in tukaj noter so tudi lepo skrili vse sisteme, ki jih moderen avto mora imeti. Ta je sploh pameten, inteligenten, kot mu je rekel glavni inženir, ker ima toliko nekih sistemov in zmogljivih računalnikov, enemu pravijo kar heart of joy, torej srce užitka. Ker so notranjost zasnovali čisto na novo, bo tudi za BMW-jeve voznike kar neki novosti, čeprav imaš še vedno občutek, da sediš v bavarcu. Evo, recimo tale zaslon je totalno presekal z vsem, kar poznamo, pogledajte koliko oto ima, 6. S tem, da sta ti 2 stranici takole prisekani, ampak je tukaj tudi uporabna logika, ker je zaradi tega potem bliže takole rokam voznika, imaš tukaj določene bližnjice takoj dosegljive, recimo tole za izklop opozorilnika na hitrost, a ne? Deluje pa vse skupaj itak ful brezhibno in hitro, lepo odzivno. Najbolj je pa zanimiv ta projekcijski zaslon čez celotno širino vozila, ki se ga lahko tudi nastavljaš po željah do določene mere, evo Panoramic Vision, pa daš pa Configure, pa si tukaj lahko spremeniš kakšno stvar, recimo, če nočeš, ne vem, imeti kakšno je vreme, daš, ne vem, koliko so kolesa zavita ali pa kakšne take zadeve. Če pa komu tudi to premal, ima pa še vedno tudi projekcijski zaslon, tukaj je samo za voznika, da lahko med vožnjo lepo gleda samo na tisto zadevo. Pa potem tukaj ima skrito še eno tako kamerco, za tiste, ki, ne vem, ful radi delate selfie ali pa se, ne vem, s kom pogovarjate. Tukaj pa sta še 2 brezžična polnilnika po 45 W za vaše telefone. Ja, ni da ni. Za začetek bo na ceste pripeljal takšen model 50, torej iX3 50, pri katerem je moč motorja 345 kW, to je 469 konjev. Jep, velik avto zelo konkretno vleče, res se hitro premika, poleg tega ima pa še ogromno baterijo. 108,7 kWh energije lahko shrani, zato je tudi doseg res konkreten. Tovarna sicer pravi, da po VLTP prevoz kar 805 km, ker je poprečna poraba 15,1 kWh na 100 km, ampak
ampak tudi v praksi kaže, da se bo z njim res dal peljati daleč. Vse to preverjamo v testu, ker recimo tudi zjutraj, ko sem avto prevzel, je pisal, da ima doseg 900 km. Tudi to, da se baterija za 372 km vožnje napolni v samo 10 minutah, bom preveril. In seveda, zasluga gre 800-voltnemu omrežju, ki omogoča hitrejše polnjenje in nasploh boljše zmogljivosti, ker ima ta BMW tudi čist novo baterijo s cilindričnimi celicami, obenem pa je sama baterija tudi strukturna komponenta vozila, zato je lahko vse skupaj lažje in na koncu boljše za vožnjo. In kaj sem ugotovil na tej prvi vožnji? Da se ne glede na velikost in maso ta avto pele res dober. Tako da komaj čakam na i3, ki bo manjši, nižji, lažji, tisto pa res že mogel fajnjati. Volan, sicer dober občutek na njem, ampak tale prečka priznam, da mi ni preveč všeč. Ampak obstaja tudi takšen s tremi. Dolg že nisem bil presenečen nad kakšnim avtom, kakor sem nad telem, tako da za konc leta je tole prav prijetno presenečenje, sploh ker je električen. Res je zanimiv avto in vem, da ga marsikdo že komaj čaka in moram reči, da tudi upravičeno. Če ste se pa spraševali, kva je tole oko, ki me tam ne gleda, to je ogromna oljarna, totalno huda, sploh noter, neverjetno, česa tazga še nisem videl in cel prostor, mislim.